Fantasy. Radio Fantasy. Na tanko pol ura, pol 10 in evo ga, od dobre muzike k športu, ki je konkreten, tak vikinški ali pa graščaški. Zdaj v studiu pozdravljava danes dva rokometaša, ki pa sta prišla iz Velenja, dve osi. Emir in Urban, pozdravljena. Lep pozdrav. Lep pozdrav, Evi. Emir Taletović, ti si vratar. Tako je. Ne? Urban Pip, ti pa desno krilo. In desni bek, ja. In desni bek. Je to velika razlika? Ne, Ni. ne. V bistvu se igra verjetno z desno. Vse, kar je Ne, na desno. obratno. Tam so Levičar, ja. Vse zato, levičar si... Tako je. To si pa pol tudi kar cenjen, ker levičarjev nas je mal. Ja, res nas je bolj malo, tudi v rokometu. Ja, tako da, ja. Odlično, da. Ampak Urban, ti si Pip z dvemi P-ji. En na začetku, pa dva na konc, tako je. Oziroma, ja, dvemi P-ji. No. Brad Pitt, ne. Pitt, ne. Ja, zdaj, tako bom rekel, ne, zdaj, na zadnje je bil derbi, ko ste se pomerili tukaj pri nas v Celju in v bistvu šlo za 130. tradicionalni derbi dveh velikanov rokometa slovenskega. Drago ste prodali kožo. Ja, res je. Nažalost smo jo prodali. Dobro, ajde za 2 gola. Ja, res je. Težka tekma je bila, no. Nažalost smo izgubili točko, 2, ampak gremo naprej, jutri je nova tekma. Ja, jutri je že Evropa, ne? Ja. Tako je. Ja, ampak vedno so ti derbi dobrodošli pa za nas gledalci, ko smo bom rekel, igralcev na parketu, a veš, da je taka ta prava borba. Sam naj povem, da derbi sodnika sta bila od Šušina, prve zdaj pa sekunde igre do obeh strani zelo nepoštena. To je pač treba povedati. Ja, Sam povem. Tako da tu... Emir je modro tiho, Urban sploh ne komentira. No, ampak a se strinjate z mano? Pa dober, ja, sej sodniške odločitve, gor, dol, no. Ne gledamo na to tek, vsem bi mogli mi boljše odigrati, pa da bi bili zadovoljni z vsem, tek pa nismo zadovoljni s svojo igro, tek da na sodnike tudi nimamo vpliva. Ja. No, lej, vse izzivi so te tekme, ti derbi, po drugi strani pa oba, kot sem rekel, kluba velikana, sta slovenskega rokometa, sta pa po svoje v Evropi. Vi imate jutri tekmo, Švicari pridejo, ne? Tako, ja, Winter Tour iz Švice, prva evropska tekma. Ja, jutri se začne, ne, ta krog, pa začnete ga doma, ne, v Rdeči dvorani. Rdeča dvorana. Tekma je kdaj? 15 do 7 zvečer. Torej 18:45. Pa boste še vedno spočiti in pripravljati, ker mislim, jaz tak cajt že moram iti počas spat, ne? Veš, mi zgodaj vstajamo zjutraj. Ne, pa mi smo kar navajeni, no, se vsak dan imamo tudi tak čas treninge, včasih prej, včasih kasneje, ampak ja, to je neka taka ura za tekmo, tako da skozi celotno kariero so ponavadi tekme, tako da ni hudega. Ni hudega, da Koliko močen je ta švicarski klub? Zdaj mislim, da so tretji v domačem prvenstvu, ampak so pa kar močni. Ja, švicarska liga je tudi dosti izenačena, dobre ekipe so, dobri igralci, tako da gre za zelo kvalitetno ekipo. No. Nobenega ne smeš podcenjevati. Ampak Ja, kvalitetni res je. ste tudi vi. Ja, seveda. Moramo biti malo samozavestni, ne? Se pravi, ne, črno-rumeno Kot eno. kot eno. Bravo! A himno tudi znata mogoče zapeti? Ne, V redu, bomo se naučili tekom dneva in tudi tekom jutrišnjega dneva, kajti mi kot Radio Fantasy bomo pri vas 1 uro pred tekmo, tako da tudi vsi poslušalci se lahko pridružite. Spoznali boste tudi kak delček ekipe, pa župana in tako naprej. Pa imeli bomo tudi kakšno nagradno igro. Kontra pred Velenjčani tekmo. boste pa Šuši spoznali, ne, ker bo ropotala tam z mikrofonom okoli. To bom jaz. Tako, ja, evo. Himno smo rekli, da bomo zavrteli. Da se jo naučimo. No pa jo dajmo. Naslov je črno-rumeno kot eno. Izvaja pa Big Addiction. No daj, poslušamo. 5:05 ura. Na krilih strasti, vseeno za njega doma moči, gorenje po zmago drvi, črno-rumeno kot eno, pod velenjsko zastavo, po zmago zdaj gremo, roke v zrak, na parketu je prvak, roke v zrak, na parketu je prvak, črno-rumeno.
pod velenjsko zastavo. Po zmago zdaj gremo, roke v zrak, na parketu je prvak. Roke v zrak, Gorenje je prvak. Ok, himna rokometnega kluba Velenje, črno-rumeno, kot smo rekli. Eno. Ja, tukaj z nama sta Emir Taletović in Urban Pip iz rokometnega kluba Velenje. Emir, ti si Velenčan? Ja, tako je. No, ok, zdaj Urban, ti pa me da Gorenc. Ja, iz Škofje Loke. Ja. Je bilo vprašanje geografsko, ali spada Škofja Loka že v predel Gorenjske in ti praviš da. Definitivno. Koliko časa si, ti si mlajša generacija, od 22-23 le pri nas? Ja, eno let, mislim, zdaj je druga sezona. Druga sezona. Tako. A po velensko pa ti še nič ne potegne? Ne, A ste ga že naučili? kaj? Tu pa tam kek je pa, malo. kek pa tek pa. Pa lega, pa... Lega, To mu gre najbolj. Brez lega ne. Pa ni življenja, brez velja, pa to ne. To, definitivno. To so prve stvari, ko te jih morajo naučiti, ko prideš kam. Zdaj, ko tujce naučimo kletvice, a ne ko pridemo. Ja. To glih ne. Jaz sem eno tako žensko vprašanje za vas, rokometaše. Kdo pri vas največ časa porabi za frizuro? Zakaj si gledam Urbana? Jaz definitivno ne. Definitivno. Ma tako samostoječa je vedno urejena. Jaz bi rekel, da kar Matej Skok Ja. zdaj uvedel nov styling s to sezono, tako da si vedno ureja čopek. Tako da ja, bi kar njega izbrali, ostali smo bolj zaležani pa vse. Čeprav Sokolič bi tudi znal biti, no, ker med temi, ampak bolj Skok, no. No, ampak kot sem gledala tudi na tekmi, pa zdaj, ko vas vidim, ste tudi kar lepo poraščeni po obradici. Imate tudi za obradico je treba skrbeti v bistvu. Je, ja. Ampak to pa tudi, nismo se nič zmenili, tako da, kakor Ni to komu ekipno paše. bilo? Ne. Je pa laže, ko se špara z britvicami. Ne? Pa je res. Vsi imamo ta star. Najraste pa je to. Ja. Dobre, Zdaj, ne. Emir, ti si, ne bom rekel starejša generacija, ampak glede na to, da si začel tukaj v Velenju, potem pa šel malo naokoli, si je kar nekaj Big so okol. Ki si bil? rokometnih let za tabo. Ja, je že kar, no, bom rekel. Glede na to, koliko imamo staro ekipo, ja, že kar spada med starejšo generacijo. Si Džomba torej. Ja, Skok je starejši, edin od mene, pol sem pa že jaz, tako da. Okol sem pa bil, no, bil sem v Novem mestu, sem bil posojen kot zelo mlad, še sem bil 19 let star. Potem sem Maribor? v Mariboru tudi, to sem bil pa mislim, da je 10 let nazaj, pa iz Maribora na Poljsko, pa iz Poljske v Avstrijo, pa nazaj domov. Ampak zdaj bi pa Lesi se vrača. Ja. prosim te, povej mi, ki na Poljskem si bil, v katerem klubu? Gvardija Opole. Guardia A ja, Opola. nisi znala prebrati. Jaz se to je bolj slovansko. Tak, pa ti z dvojni V malo čuden ven štrli, ampak Gvardija Opole. No, ampak Pa glej, ni težko, no, prebrati pa kako si govoriti se pa z po njimi sporazumeval? Po polsko. Pač prve 3 mesece nekot sem malo poslušal, pa se učil, ker angleško ne znajo. Imel sem sicer soigralca, enega Slovenca, 2 iz Srbije, pa enega Hrvata, tako da je bilo dosti so bili lažje. naši. Ja, oni so že bili malo tam, tako da jaz, ko sem prišel, so mi malo pomagali, pa to, ampak zelo hitro steče tudi po polsko. A bi znal recimo po polsko povabiti vse poslušalce Radia Fantasy na jutrišnjo tekmo? Če bomo gasno podlago, bomo na suho. Izvoliš, čista tišina je, zdaj pa če bo šlo po polsko. Dzień dobry, zamawiam wszystkie kibice i wszystkie, co słuchają Radio Fantasy. Jutro na mecz z Winterthur. Bravo. Mislim, bravo, ja, kaj pa vemo, čeprav povemo. Čuje se nenavadno, ne, polsko. Zdaj tisti, ko ste kdaj gledali tistega medvedka v Šatka, ne, tam je bilo tudi polsko. To jaz nisem gledala, Ti da si ne še vem. mlajša generacija. Ja, to tisto vi ta stari veste. Ja, dač, lej, jutri je torej tekma, začenjate to evropsko pot, stisnite. Kako imate sami pri sebi, ne? A, vem, da so vsi primagljivi, ampak čistko, realno, ko se menite, koliko je s temi Švicarji. Gremo na zmago, ni drugi. Pa je za domače prvenstvo ali pa za Evropo, je kakšna drugačna priprava tudi mogoče? Pa priprava, no, ja pa ne, v bistvu imamo manj časa, zaradi tega, ker smo že imeli v soboto tekmo, pa jutri igramo.
malo je treba prilagoditi treninge, pa vse, ampak načeloma pa zdaj neke posebne psihične ali pa kakršnekoli priprave, niti ne, na vsako tekmo se treba isto pripraviti, pa pač iti zmagati. Okay, mogoče še ena motivacijska, kaj recimo za motivacijo igrate pred tekmami, pred treningi, ne vem, šah, 4 vrsto, 3 vrsto? Imamo kaj takega? Jaz bolj sudoku. Okay. Drugače pa imamo na treningih, ponavadi imamo košarko, igramo vsak dan pred tekmo, se ogrejemo malo s košarko, pa gremo naprej na taktiko in tako dalje. Urban, koliko frcaš gor po Facebooku pa Instagramu pred tekmo, ali pa nasploh? Bolj malo. Kva? Probam, mislim, sem dost gor, ampak probam čim manj dan pred tekmo, no, tako bom rekel. Da odklopiš. Ja. Dober je. Ali Emir, ti? posteljne? Zelo slabo. Se mi je zdelo. To te sploh nisem vprašal, ker sem mlajša generacija. Mene bolj primerjal. druga zanima, veš, kaj pa posteljne aktivnosti pred tekmo so zaželjene ali ne? Ja, pravijo, no, ker Naj povejta povej, vidva. za izkušnja, veš. Ja. Boš da modro učim. Odvisno od počutja, no, teh bom rekel, kjer mu paše. No. Določenim športnikom ne pustijo tega. No, se Ja, to je zaradi res. tega sem vprašala, veš, če tukaj tudi tek na nož. Niti ne. Niti ne. Upam, da športni direktor tega ne uvede. Upam, da ja, da ne bo nekih karanten, pa ne vem, kaj Ja, pred da. tekmo, pa to, kar je včasih bilo, tako da zdaj ni več. No. Super. Lej, Jaz bi sem mogoče A še nisi končala? Urbano... Ne, Urbano bi dala besedo, ker Emir je po polsko povabo poslušalce. viš pa puško. Ne, ti boš pa po velensko, ker ba je, da znaš velensko. Ja, vse smo. To Lej, ga prid na tekmo. ne bi znal, res. Ni premalo časa sem v Velenju, da bi... Potruce, pa da bi sam bilo. povab poslušalce. No, prav. Ja, vabim čim več gledalcev, da pridete v Rdečo dvorano v Velenju jutri, v torek ob 15 do 7 zvečer, da nas podprete v čim večjem številu, pa da gremo skupaj do zmage. Tako, in 1 uro prej v bistvu lahko res že vsi pridete, nekaj bo za popit, tudi kakšna nagradna igra, predvsem pa tudi mi iz Radia Fantasy bomo tam, da vas malo zanimiramo in da se naučimo navijanja. Ok, Emir in Urban, hvala lepa, pa jutri dobro špilite. Hvala vam, se hvala. vidimo. Okay, zaključujem z vašim sloganom, kako smo že rekli, Šuši. Črno-rumeno kot Kot eno. eno. Radio Fantasy. Radio Fantasy.